Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Takole sva se z Rokom sladkala z smudiji iz centra, iz neposredne bližine tukaj našega studia Figovec in upam, da sva vam dala kakšno osvežujočo idejo. Zdaj je pa čas za Galo, da nas osveži z vremenom. Ali bo osvežujoče, vroče, hladno, bo pihalo? Gala vse ve. Lepo pozdravljeni, z vami sem Gala Jarc. Minuta in pol še manjka do 10. ure in čas je, da preverimo, kakšno bo vreme. Zunaj je delno oblačno z 1 stopinjo Celzija, piha šibak jugovzhodni veter, vlažnost je visoka, 93-odstotna. Danes v zahodnih krajih bo pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli -8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V petek bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom, popoldne pa v notranjosti zmerno oblačno. V soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho, jutro bo toplejše. Toliko zaenkrat z moje strani. Luka, vračam besedo nazaj v studio. Gala, najlepša hvala za tole vremensko napoved. Se pa seveda gledava še tik pred koncem oddaje znova z aktualnimi novicami, prometom in vremenom, da vidimo, kako se stvari odvijajo tik pred 11. Mi pa, cenjeno občinstvo, k bralni znački. V povprečju v Sloveniji en človek na leto prebere 10 knjig. A to seveda ne pomeni, da en prebere 10 knjig, ampak nekateri preberejo več, drugi manj, nekateri celo nobene. Da bi se bralna kultura zvišala, skrbi za to tudi seveda naša bralna značka, ki se jo verjetno vsi spomnimo iz osnovnošolskih dni. Letos bralna značka praznuje 60 let, zato bomo v njej spregovorili s generalno sekretarko Društva Bralna značka, Manco Perko, ki jo prav lepo pozdravljam preko Skype zveze, a še prej si bomo pa pogledali en video o zlatih bralcih. Ja, zlati bralec je verjetno zlate barve, če se mu že tako reče. Zlati bralec je zlate barve? Ne, po mojem, da nisem nikoli srečal zlatega bralca. Zlate barve. Ne vem, tako navadna barva, kot je navaden človek. Jaz mislim, da zlatega bralca lih nisem srečal v življenju, mogoče sem ga pa, sem tega nisem vedel. Ja, verjetno sem, samo se nisem zavedala. Zlati bralec gleda bolj carsko, ful veliko ve in to se može videti, pa nič mu ne gre narobe. Zlate, ne vem. Da njegova pamet kar sije iz njega, da že vidiš, da ta je pa res ko vse ve. Najbrž ni dobesedno zlate barve, ampak je navaden človek, ki je pač prebral z vse knjige za bralno značko vseh 9 let. Bralna značka. Se vidimo, se slišimo.
dober dan. Jaz vse skupaj prav lepo pozdravljam v imenu bralne značke. Bi pa prosila, če mi še enkrat zastavite vprašanje, ker ga nisem slišala. Jaz sem rekel samo, kako prikupni so naši mladi bralci in da vas lepo pozdravljam. Tako z bolj dotičnimi vprašanji bom pa zdajle začel. Kajti točni rojstni dan bralne značke je 22. maj 1961 in s kakšnim namenom se je tedaj podelilo ta prva, takrat še poimenovana Prežihova značka? 22. maj je bil pravzaprav zaključek prvega leta bralne značke. Bralna značka je tudi že takrat se začenjala ob začetku šolskega leta in se zaključevala tam proti koncu. 22. maja slavimo zato, ker je bila to prva podelitev. Prežihova bralna značka je bila pa prva bralna značka in kasneje v letih po letu 61 so nastajale potem tudi nove bralne značke z imeni po drugih slovenskih pisateljih, običajno na tistih območjih, kjer so tisti pisatelji živeli, delovali v svojem času. Zakaj pa so bralno značko, zakaj se je pravzaprav začela bralna značka? Iz istega razloga, kot deluje še danes, zato ker ker odrasli želimo, da bi otroci, mladi bralci brali več, da bi jim bilo ob branju lepo in da bi ob branju uživali, da bi se razvijali, da bi krepili svoje sposobnosti in da bi postali samozavestni, razgledani odrasli. Tako, ne. Knjiga je čudovito okno v svet, no pa tudi druge svetove. Kdo so pa bili pobudniki bralne značke? Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je s tako znamenito kombinacijo, ki se je pravzaprav obdržala tudi do danes. Bralna značka še danes temelji na mentorjih. Pravzaprav jo je začel mentor branja Stanko Kotnik, ki je bil profesor na osnovni šoli Prevalje, profesor slovenščine in je s svojimi mladimi bralci že imel neke vrste bralne krožke. Potem sta pa združila svoje misli in želje s takratnim ravnateljem osnovne šole Prevalje, ki je bil Leopold Suhodolčan, pomemben mladinski pisatelj, in sta skupaj rodila idejo o takrat tekmovanju za bralno značko, se pravi za enem procesnem delu pri vzgajanju mladih bralcev k branju. Se pravi, kombinacija znamenita je učitelj slovenščine oziroma mentor branja in avtor in seveda na šolah vedno tudi ravnatelj, ki je naklonjen branju. Bralna značka že kar nekaj časa poteka, ne? In se je ob osamosvojitvi Slovenije spremenil koncept bralne značke oziroma kako se je spreminjal skozi čas? Bralna značka pravzaprav res tako procesno se spreminja, ker se spreminjajo elementi, ki sestavljajo to gibanje. Se pravi, spreminjajo se okoliščine, v katerih živimo, spreminjajo se mladi bralci, spreminjajo se mentorji branja in tudi avtorji pišejo drugače. In ta kombinacija se skozi življenje ves čas spreminja, oziroma skozi teh 60 let se je močno spremenila in ves čas se bralna značka tem novim okoliščinam prilagaja. V 90-ih letih so se odpirala nam vsem ena nova, ena drugačna obzorja in se je tudi na področju bralne značke, tako na nacionalni ravni, razvijalo nekaj novih premislekov. Tako se je poenotila celostna podoba za vso Slovenijo. Prej so po posameznih področjih delovale posamične bralne značke, ki so bile združene v Zvezo bralnih značk Slovenije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Potem so se pa nekako dogovorili ljudje, ki so takrat delovali v programskem odboru, da je čas, da se mora cela Slovenija poveže z neko skupno nitjo, z geslom S knjigo v svet.
Takrat so nastala tudi taka skupna priznanja za vso Slovenijo, česar prej ni bilo. So nastala, smo se bolj intenzivno začeli ukvarjati s tem, kaj vse se da početi z bralno značko in ob bralni znački. So se zelo odprli bralni seznami, se je začelo zelo poudarjati svobodna izbira bralca, kar velja tudi še danes, se pravi razmisleki o tem, da svobodna izbira pomeni pravzaprav vzgajanje samostojnega bralca. Človeka, ki bo znal slediti lastnim interesom in ki bo tudi kasneje, ko bo odraščal in ko bo odrasel, znal iti sam v knjižnico, znal sam vprašati po knjigah, se pogovoriti o tem, znal spremljati recimo nagrade, ga bo zanimalo, kaj se na področju sodobne literature dogaja. To je ta del bralne značke, ki se je morda močneje razvijal tam po 90. letu. Bralna značka pa ni le pri nas, seže tudi čez slovenske meje, vse tja do našega zamejstva. In ali se bralna značka za zamejske otroke kaj razlikuje od bralne značke pri nas? Slovenski otroci v zamejstvu pač hodijo v imamo različna zamejska področja. Bralna značka tudi tam teče po šolah oziroma po knjižnicah. Tam so nekoliko drugačne razmere, vsaki od teh držav posebej, so drugačni pogoji za delo. In tja se pač prenaša osnovni koncept, to je izmisliti si način, kako prepričati otroke, mlade bralce, da bi čim bolj radi brali. In ta koncept se pač postavi na ali šolski sistem, ali sistem knjižnic, ali na sistem pouka slovenščine dodatnega, ali kakorkoli že. Morda najbolj podobno kot v Sloveniji teče bralna značka na slovenskih šolah v Italiji, kjer teče bralna značka že skoraj tako dolgo kot v slovenskem prostoru. In kjer torej bralna značka je taka zelo prilagodljiva reč in tam se pač upošteva znanje slovenščine, ki ga imajo otroci, njihove interese, tako da tam je koncept branja tudi zelo vezan na šolsko leto, in otroci znajo zelo dobro slovensko, tako da se tudi nabori knjig v glavnem na podoben način delajo kot na slovenskih osnovnih šolah. Gospa Perko, zaenkrat najlepša hvala. Bralna značka je tudi mene spremljala čez celo osnovno šolo, pa še vedno sem kdaj aktiven skupaj z njo. Na hitro bomo skočili v oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovor o bralni znački. Stanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Že kar 60 let mineva od tega, odkar bralna značka bogati slovenske šole in knjižnice in pa tudi naše glave. O bralni znački se pa pogovarjam z generalno sekretarko Društva bralna značka, z gospo Manco Perko, ki jo prav lepo ponovno pozdravljam. Nekaj smo že povedali. In gledalce. Nekaj smo že povedali, kako je po šolah in v zamejstvu. V knjižnicah pa drugače organizirajo tudi bralno značko za odrasle. Ta projekt tudi pokrivate vi? Ne, mi smo samo idejni, kako bi rekli, praoče, pramati teh projektov. Mi smo zelo veseli, da se koncept organiziranega branja širi in da ima bralna značka tako eno tako dobro, da je bralna značka tako nekaj finega, da si ime sposodijo tudi projekti, ki so podobni. To najbrž že pomeni, da ima eno zelo pozitivno konotacijo. Bralne značke za odrasle so seveda narejene z enakim namenom kot bralne značke za otroke, in sicer, da bi ljudje pač več brali. Je pa vsaka od teh bralnih značk za odrasle, kolikor vem, po slovenskih knjižnicah organizirana nekoliko na svoj način, kar je tudi v konceptu bralne značke.
in si narejena za bralce tiste knjižnice, narejena z enim drugačnim konceptom, s svojimi premisleki. In moram reči, se mi je zdelo tako fino, ker so tako rekoč vse bralne značke za odrasle po knjižnicah, ne bom rekla, da so prihajale za dovoljenje vprašati, če lahko, ampak so se prišle pohvaliti vedno k našim predsednikom, da bi pa oni tudi, ampak oni vodijo te bralne značke za odrasle dejansko čisto samostojno in vsaka taka bralna značka zelo šarmantno živi v svojem okolju. Mislim, da je bila prva bralna značka taka na Ptuju, gospa Klemenčičeva jo še danes vodi, so izjemni seznami in izjemna dobra bralna leta. Tako da naši mentori se vključujejo marsikateri v te bralne značke za odrasle. Pač en lušten obrat se je naredil na eni od mariborskih srednjih šol, so pravzaprav prenesli ta koncept bralne značke za odrasle, kot ga peljejo knjižnice, v svojo knjižnico, v svojo šolo. In zdaj tam na podoben način, kot delajo bralne značke za odrasle, berejo za bralno značko v knjižnici. Tako da, šolski knjižnici. Tako da se ta duh bralne značke po zelo nenavadnih poteh širi po Sloveniji in tega smo zelo veseli. Kako pa drugače sploh deluje bralna značka? Je dovolj samo prebrati določeno število knjig ali jo spremljajo tudi katere spremljujoče dejavnosti? Glejte, bralna značka je bila tako raznoliko porojena, da ima tudi na šolah zelo različne oblike izvedb. Precej je to odvisno od mentorjev bralne značke, ki jo vodijo. Seveda so neki osnovni koncepti, da se bralna značka začne tam sredi septembra običajno in tak dan je 17. september, ampak takrat približno, da se zaključuje ali ob 2. aprilu ali nekje do konca leta, da neka okvirna števila knjig so predpisana, koliko v posameznem triletju, to približno velja za vso Slovenijo. Potem se pa v principu mentor z otroki o knjigah pogovarja. So dogovorjeni na kakšen način, oni potem te prebrane knjige predstavijo. Marsikje se to dogaja, zlasti na drugi pa tretji, torej v 2. pa 3. triletju tako, da sodeluje več otrok, da se pogovarjajo skupaj, tako kot da bi bili to neki taki bralni klubi, da drug drugemu predstavljajo knjige. Marsikje se dobro povezujejo recimo z literarnimi krožki ali pa z novinarskimi krožki, pa to, kar se dogaja pri bralni znački, nadgradijo tudi na drug način. Potem eno veliko srce bralne značke je šolska knjižnica. Tam, kjer to dobro deluje, se pravzaprav kar eni taki bralni klubi dogajajo. Otroci, ki berejo za bralno značko, tam posedajo med odmori, po pouku in tako naprej. In tako se bogati to njihovo knjižno bralno okolje. Ta povezava s knjižnico šolsko se zelo tke. Tako da bralna značka ni samo branje, so tudi pogovori z mentorji. V principu je to branje ves čas spremljano. Zdaj, na kakšen način točno, je pa zelo odvisno od starosti otroka in od tega, kako je na šoli bralna značka organizirana. Tako da, zato je tudi, ker so koncepti tako postavljeni, je tudi bralna značka, saj tako kot zdaj le vidimo v teh norih današnjih časih, nekako uspešno prilagodila svoje delovanje in deluje nadaljavo. Otroci se posnamejo, ko predstavljajo knjige. Mentorji so en kup inovativnih načinov iznašli, kako se o knjigah pogovarjati nadaljavo. In zdaj, ko so običajna srečevanja tudi z avtorji, vidimo, da so šolarji in učitelji in avtorji se preselili zaenkrat, upamo, da bo tudi še kaj v živo se zgodilo letos, ampak da so se preselili na splet, v Zoom okolje in da se srečujejo pa na ta način. Skratka, učitelj, otrok, knjiga, knjižnica,
avtorji najdejo poti v vseh mogočih situacijah. No, in zato smo mi predvsem mentorjem izjemno hvaležni. Koliko otrok pa danes sodeluje pri bralni znački in ali je vseeno, katere knjige berejo? Verjetno morajo biti v slovenščini. Najprej v število je 140 000 približno na vseh nivojih, torej na vseh stopnjah branja pri bralni znački. Torej bralne značke pri odraslih, ki poteka po knjižnicah, tukaj ne štejemo, ne. To so ogromne številke. Bralna značka je ena od tistih interesnih dejavnosti, ki je na šolah najbolj številčna, definitivno, ne. Zdaj, kako je pa s knjigami? V tej dolgi zgodovini razmislekov o tem, kako knjige ponujati otrokom, smo prišli do stanja, ki je približno, ki ga danes svetujemo. In sicer, da se nekako po 3 letih ali pa po razredih pripravijo znotraj šol priporočilni seznami z čim bolj raznolikimi knjigami v smislu žanrov, v smislu vrst zvrsti, se pravi, da otrok dobi na pladnju ponujene knjige, ki so različne, ki nagovarjajo različne bralce oziroma različne interese teh bralcev. Želimo si, da so v teh naborih tudi ne samo leposlovje, ampak tudi poljudno-znanstvene knjige, da potegnejo tudi bralce, ki jih morda literatura zanima, torej branje zanima na drug način, da se uvrščajo v te nabore tudi stripi, ki so bili recimo včasih ena taka literatura, torej neko branje, ki ni ravno bilo cenjeno kot tako pravo literarno branje. Skratka, da mentor že ponudi en nabor literature, hkrati pa vztrajamo, prosimo, nagovarjamo pa že res vrsto let, vsaj od 80 let naprej, da imajo otroci možnost izbirati tudi po svoji želji in svoji volji. Kot sem že prej nekje omenila, gre za to, da želimo vzgajati samostojne bralce, ki samostojno razmišljajo, ki se znajo odločati sami, ki znajo knjigo tudi odložiti in vzeti v roke novo tako, ki jih bolj nagovarja. No, tako. V tem smislu približno je ta osnovni koncept, seveda pa na šolah zadeva teče tudi tako, da mentorji usklajujejo te priporočilne sezname, glede na to, kaj imajo v šolski knjižnici, glede na to, koliko je recimo šola oddaljena od splošne knjižnice, zaprav, a on lahko napoti otroka v splošno knjižnico, a ne? Pa še na to bom opozorila, kar se mi zdi zelo pomembno, da prav tako že vrsto let nagovarjamo učitelje oziroma mentorje branja, da tudi pri številu knjig in tudi pri izboru knjig delajo zelo individualno. Se pravi, da bralce, ki so izjemni bralci, spodbujajo, da berejo več, da berejo zahtevnejšo literaturo, ne? In da tiste otroke, ki morda v svet branja vstopajo počasneje, spodbujajo tudi tako, da jim ponudijo morda knjige, ki so manj zahtevne, da jim prisluhnejo in da, če je treba, jim tudi pri številu knjig popustijo. Zlasti je to za tisti prvi del, ko otroci težko vstopajo v svet branja, ali pa za otroke, ki imajo posebne potrebe, ali pa za otroke, ki imajo razne bralne težave, ne. Tam posebej nagovarjamo in izobražujemo mentorje za to, da znajo ponujati knjige in branje tudi tem skupinam bralcev. Maja, pa načrtujete več prireditev, ki bodo obeležile vašo bogato obletnico, in za kakšne prireditve gre? Upam, da bo lahko kakšna tudi že v živo. Ja, mi smo z jesenjo skupaj s Prevaljami tak bogat teden, tam okrog 20. maja si zamislili eno prireditev, ki je taka klasična naša. S tem bi začeli v Cankarjevem domu, ki naj bi bila zlatim bralcem namenjena. Potem so Prevaljčani običajno v teh velikih obletnicah naredijo take šarmantne osrednje prireditve, kjer bo gost, to že vemo letos, tudi predsednik države. Potem
Pa smo grozno si prizadevali za en tak živahen festival, ki bi bil prav 22. maja na Prevaljah, prvi festival bralne značke z družinami, z otroki in tako naprej. No, te želje smo morali majčkeno prestaviti v prihodnost. Zagotovo bo ta osrednja slovesnost na Prevaljah, kjer se pa tudi ravno smo na zvezi s kolegi, v kakšni obliki se bo uspela izvesti. Mi intenzivno razmišljamo, kaj bomo s to našo prireditvijo, koliko jo bomo lahko, torej to v Cankarjevem domu, koliko jo bomo prilagajali, ali jo bomo selili na splet, oziroma kako bomo to formalno izpeljali. In potem je tisti festival, ki bo pa zagotovo, vsaj na šoli Prevalje, zagotovo z obiski avtorjev, če ne drugače nadaljavo. Se pravi, slovenski mladinski avtorji bodo počastili ta praznik tako, da se bodo z otroki družili, če ne drugače nadaljavo. In zdaj, se pravi, morda se vendarle tudi kaj odpre, pa se bo dalo tudi kaj zunaj, kaj v živo, ampak tole se še, to pogovori, se pravi, ne moramo vedeti. Moramo delati tako, da bomo varni, da se nam ta epidemija čim prej zaključi vsem skupaj. In bomo zagotovo, če ne letos, bomo pa takle festival imeli prihodnjo pomlad in bomo vse te ideje pa še kaj novega do takrat pogruntali. Tako jaz seveda vam privoščim in upam, da bi lahko prišlo do festivala bralne značke. Sliši se res imenitno. Tudi sam vsako leto ponavadi za zlate bralce primorske regije nastopamo z našo gledališko skupino in organizirajo Društvo prijateljev mladine še nekaj ekstra za tiste, ki so res pridno brali. Slišal pa sem, da morda se odpira in postavlja v prihodnje muzej bralne značke na Koroškem. Že kaj veste morda o tem? Glejte, muzej je eno tako logično nadaljevanje te skrbi za branje, ki jo, torej Prevalje so vedno gojile to bralno značko, vsa ta leta posebno skrb namenjale Prežihovi znački, temu, da so oni pravzaprav pobudniki bili za celo Slovenijo tega gibanja in vedno se je, pač tudi ko se je dogajanje nekako po vsej državi razpletlo, razširilo, so Prevalje na nek način ostale ena taka srčika bralne značke in to, se pravi, tam se že leta prizadevajo, da bi se en tak center namenjen bralni znački vzpostavil in razvijal. Če prav razumem, ker tudi tam se stvari dogajajo, Prevaljčani so strašno na tem področju aktivni, je to neka zgodba, ki se bo v naslednjih letih postopoma odvila. Zdaj je muzej v tej fazi, da se zbira tam gradivo, da z vseh koncev nekako skušamo združiti gradivo o bralni znački. Smo se dogovorili, da bo tam center tega gradiva, ki bo pričal. Mislim pa, da so tam načrti zelo, zelo veliki, prav, da gre res za en velik muzej in tega se zelo veselimo, se pravi, ampak postopek pot do tja ni prav kratka. Bomo pa, če bo le mogoče, letos začeli z nekimi prvimi takimi, obeležji na to temo. Se pravi, pa zbirko so začeli resno urejevati, tako da smo jih samo veseli, oziroma vsi skupaj smo lahko ponosni, da bo muzej bralne značke v nekaj korakih, tudi če bo do tem jih bo morda malo več, da bo zaživel. Si prizadevamo tudi mi za to in smo na Prevaljčane izjemno ponosni. Kot smo mi ponosni na Društvo bralna značka, da krepi bralno kulturo in spodbuja mlade k branju, no pa tudi odrasle. Generalna sekretarka Društva bralna značka, gospa Manca Perko, najlepša hvala za vaš čas. Jaz vam seveda privoščim, da boste lahko obeležili vašo lepo obletnico, tako kot si bralna značka to zasluži. Če ne letos, bo pa drugo leto toliko bolj bučno.
Hvala lepa za tale pogovor. Jaz bi vendarle tu na koncu, prej ste omenili, da nastopate z gledališko skupino za mlade bralce preko Zveze prijateljev mladine. Torej, bralna značka je tako doma pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Zveza prijateljev mladine Slovenije namreč bralno značko ščiti njeno ime. Mi smo člani Zveze prijateljev mladine Slovenije, vidite to tudi na našem logotipu in se nam včasih zdi to tako samoumevno, da tega niti posebej ne omenjamo, zato pa s tem zaključujem, da se zahvaljujem kolegom na Zvezi prijateljev mladine Slovenije in vsem društvom in zvezam, ki nas podpirajo ta hip in ki so nas vseh 60 let podpirali po vsem slovenskem območju. Pa še za naslednjih 600 Še na let. naslednjih 60 vsaj, seveda. Ma 600 let ne jih bo vsaj. 600 let, odlično. Najlepša hvala, lep dan vam še naprej in še veliko uspeha z bralno značko. Hvala, lep dan tudi vam. Nasvidenje. Takole, bralna značka, splača se brati, radi beremo, kajti v knjigah se vedno skrivajo neodkriti svetovi in neodkrite modrosti. Mi pa na hitro v oglase, po oglasih pa še zadnji, zaključni del naše oddaje. Poglejte jih, kako bodoči zlati bralci pridno skačejo na soncu.